GLA je vzorčen primer, kako so današnji SUV lahko takšni, da jih na prvi pogled sploh ne bi uvrstili med SUV-je. V primerjavi s klasičnimi kombi limuzinami niso bistveno višji, tudi ne bistveno bolj oddaljeni od tal. Med vstopanjem vanje se moramo enako skloniti, kar seveda v praksi pomeni, da bodo v prodajnem salonu kupce z bolečinami v križu ujeli bolj s svojim videzom, kot pa z udobjem. A to pravzaprav ni tako zelo posebno. Saj smo že navajeni, da se te modne avte kupuje z očmi. Patriotski glas v nas pa pravi, da GLA ima pravico, da lovi z videzom. Avtor tega nastopaškega videza je Slovenec, slavni Robert Lešnik, prav tisti Štajerc, ki so ga na ljubljanski univerzi zavrnili, nato pa jim je figo pod nos pomolil z osvojitvijo druge najvišje pozicije v globalnem študgarskem avtomobilskem podjetju. A če pustimo patriotizem ob strani, je ključnega pomena, da je Lešnikov dizajn izredno vpadljiv in všečen večini. Fokus pri dizajnu je bil torej množičen okus, zadovoljevanje potreb pa malo manj. Zato je povsem nerelevantno, koliko bo centimeter pokazal glede velikosti prtljažnika ali pa oddaljenosti do stropa. To ni bistveno. Normalno visokorasli večini se bo namreč avto zdel več kot dovolj prostoren, edino vprašanje, ki si ga bo ta množica postavila, je, ali vam ustreza sedeti športno utesnjeno. Ja, športno, prav ste slišali, kajti GLA je kljub svoji SUV-ovski namembnosti v svojem bistvu samo še ena izpeljanka razreda A. Torej avto s športnim karakterjem, avto, pri katerem je še kako pomembno, koliko lahko vozniku ponudi, ko si ta zaželi dinamične vožnje. In v tem pogledu se GLA zelo dobro izkaže. S tem nočemo zmanjšati njegovih kompetenc glede udobja in v končni fazi tudi glede vožnje po slabih podlagah, kajti čeprav terenskost ni bila mišljena kot glavna naloga, nam z GLA-jem na naših testnih klancih presenetljivo ni bilo prav nič hudega.